Lep pozdrav, torej kakšen program ste danes pripravili tu na EPF-u v okviru marketinškega semaforja? Lepo pozdravljeni. Danes smo organizirali marketinški semafor, v bistvu 5. po vrsti. Gre se za konferenco, marketinško konferenco, ki je v večini namenjena študentom in dijakom. Seveda se lahko tudi ostali udeležijo naše konference. Tokratna tema je bila komuniciranje z mladimi. Na to temo so nam pa predavali iz različnih podjetij, se pravi, imeli smo 5 predavanj. Predavanja so bile iz podjetij Pristop, Danone, agencije Everything You Need. Gospod Uro Kalo je tudi govoril z etičnim komuniciranjem oziroma etično oglaševanje, kadar se dotaknemo teme mladih. Kaj vas še za udeležence pripravljate v preostanku dneva? Sedaj še sledi okrogla miza, katero bo vodila Karidija Tereza Grajšek, ena prvih predsednic kluba za marketing. Njeni gosti bodo pa iz podjetja Mimovrste, Zavarovalnice Maribor ter Simobil. Po okrogli mizi pa še sledi predstavitev 3 najboljših ekip, katere so se prijavile na našo marketinško dirko, se pravi študentsko marketinško tekmovanje. Kaj pa glede udeležbe, koliko ljudi je bilo danes tukaj, koliko ste jih pričakovali? Pričakovanja so bila krepko presežena. Pričakovali smo okrog 200 ljudi, prišlo je 300 ljudi, tako da je bil problem tudi v predavalnici, so ljudje sedeli potem po tleh, bilo je zelo nabito polno, ampak je šlo skozi. Zakaj si se danes udeležil marketinškega semaforja? Ja, razmišljam, da bi tudi sam šel naprej študirati marketing, pa se mi je zanimivo zdelo, da bi še več zvedel v tej smeri. Torej si še dijak? Ne, študent, samo prvega letnika. In zdaj se moramo odločiti za smer. In se ti zdi zanimivo, si izvedel uporabne informacije na prireditvi? So uporabne, predvsem uporabne v praksi, bi lahko rekel. Zakaj si se torej danes udeležila predavanj na marketinškem semaforju? Ja, zato, ker me marketing zanima in ker smo bile kot članice študentske sekcije Slovenskega društva za odnose z javnostmi posebej povabljene sem. In če bi mogla izpostaviti morda kakšno predavanje, ti je bilo morda najbolj všeč? V bistvu je bilo najbolj zanimivo od Bagale, ker ima neko prezenco na odru in zna pritegniti mlade, kar je tudi rdeča nit tega dogodka. Pa se ti zdi ta dogodek z veliko potencijala, bi se lahko še razvijal v naslednjih letih še naprej? Ja, seveda, ja, vsi dogodki imajo še vedno nek neizkoriščen potencial, tako da se lahko razvijajo, imajo nek prostor za to, med drugim se pa tudi področje razvija, tako da ne bo zmanjkalo potencijala za razvoj.